Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Mesec marec je mesec močnih, inteligentnih, takih super žensk in vesela sem, da sta se mi danes tukaj v studiu pridružili prav dve taki ženski. Z mano sta Tanja Kocman in Tina Gorenjak. Hvala. Res, dušo, ja. Inteligentni, kdo je gost? Isto se greš. Čakaj, so mi? Ja, seveda sem vaju mislila. Vesela sem, da sta tukaj, rekla sta pravi čas, ne? Zdaj se za vaju začenja druga sezona tele predstave Na zdrave, s katero potujeta po Sloveniji. Tako, v bistvu uradno smo štartali 6. marca, ampak greva na polno naprej po celi Sloveniji, tako da se zelo veselima, ker je bilo res, december je bil divji in naporen, ampak tudi prelep zaradi tega, ker smo se ogromno družile in druga z drugo in seveda z ljudmi po Sloveniji in ful nama je fajn, da lahko da nadaljujeva. Ja, to res predstavo, jaz smo začeli v novembru in decembru, potem je zdaj bila kar ena velika pauza iz najrazličnejših razlogov, oziroma mi smo se že v štartu rekli, veš kaj, mi imamo imeli, drugi imajo kar skozi. Mi imamo imeli pa take valove, bomo imeli tako, da ujemite val. In da si vaju zaželiva, ne pa čakajo. Tako, ampak včasno do roke. Res, nisem zadnjič napisala objavo, pridite, ko zdaj le bojo sneg, kdaj bo naslednjič, pa sem mislila, ne bojo mislila, da si izmišljujemo. Ne, res, dragi poslušalci in gledalci, bralci, res, ujemte, da je vzel marcu, resnično ne veva, kdaj bojo naslednje, so pa odzivi krasni, mislim, taki, pravi, da ne samo, da so se nasmejali, ampak da so prišli polni volje do življenja, tako da se mi zdi, to je po mojem kar ena taka specifika. To je za mene kar sprememba, ponovadi sem voljo jemala za nazaj in je razburljivo. Zdaj na predstavo se bomo še vrnili, ampak bi prosila vsakega goste, prosim, če seboj prinesejo osebne predmete, tudi vaju sem prosila, kaj sta prinesli danes. Ja, kot prvi, naj bo kar skupnega tega, ki imamo, kaj itak sploh še ni bilo treba meniti, oprosti, da je pač vezan na predstavo, ampak to je tale giant kozarec, ki pa ni tako velik, kot je bil njegov predhodnik. Vsi vemo zakaj, ker ga je Tanja. Mislim, z roke mi je spozel, res to niso nežni kozarci, ne? In jaz kot dama sem navajena držati kaj bolj priročnega v roki, da sem nerodno prijela na enem intervjuju in je pač kozarec se razbil na ne vem, koliko kuščko, res grozno. Ja. Ampak to je, veš, koliko sreče je to, ne? Če se tako veliko se razbije. Zdaj takega več nismo dobili, tako da imamo zdaj malo drugačnega. En je še vedno tisto velik, en je pa tale kombiniran in v teh kozarcih je toliko, kar gre noter, tekočina je velik, toliko gre tudi po mojem spominov, najnih skupnih doživetij, ki sva jih doživele, odkar se poznava, njih malo, da je bo še. Kako dolgo se poznate, oziroma se spomnite, kako ste se spoznali? Ja. Mislim, jaz ne vem pa, koliko let je to, veliko let je, veliko, 15? Sigurno. Sigurno 15. Sigurno. Ja, mislim, mi smo se spoznali itak zaradi pač samega dela najprej, v osnovi smo torej razne projekte, se ne vem, s čim smo štartali takrat. Preko stand-upa sva se spoznali, jaz sem takrat začela delati stand-up, poleg, mene je kot igralko namreč vedno zanimala ta stik z publiko, od nekdaj me je to vznemirje ali pa to, tako da je bil ta korak do stand-upa kar nekako logičen, in poleg tega doživetja novega, popolnega je prišla v moje življenje, tudi Tanja. Ja, lepo, hvala. Ja, in mi s Tino smo se kar hitro potem tudi na osebnem področju ujeli in potem pač so se začeli pisati spomini in zgodbe in še drugi projekti. Tega se spomnim, Emo ste vodili tudi skupaj. Kako se tega spominjate? Jaz bi na tej točki tukaj rada poudarim posebej, pač kar, slabo spev Tini prihaja zdaj na vrsto. Ne, ampak jaz v življenju nisem predstavila, da bi jaz vodila kako emo ali karkoli podobnega, ker pač nekako vedno sem bila malo dislocirana, mogoče tudi zaradi lokacije ali karkoli je že bilo, pač nisem ta tipična. Ne, z Maribora. Tako je z Maribora časa. Niti barva, da tako niti malo, ne.
In tudi nisem ta klasična maturansko obleko, me dajte in na oder. In če ne bi meni Tina Marsiki odprla vrat in pasjih linic in me pogurala, ker je ena izmed redkih žensk na medijski sceni, ki se ob drugih ženskah ne počuti ogroženo, ampak to še kvečemo spodbuja in zna iskreno povedati, kdo je fajn in kje vidi potencial. Tako da jaz marsičesa ne bi doživela, če nje ne bi bilo v mojem življenju, kar mislim, se ti bom večno ti hvaležna. Pa ni zdaj to ampak ker vem, koliko je to težko na tej slovenski sceni in res, da ti penetriraš nekam ta prostor, je svojstveno doživetje in Ema je bil en tak projekt, po mojem, ko naj je še malo bolj povezal, ker je res bilo naporno. Je bilo lepo, ampak veliko švica in sos je teklo. Ampak veš, tole, ne zaradi mene, ampak nasplošno, to odpreti pot nekomu ali pa mu dati support ali pa, če nič drugega, nekoga, tudi, zdaj, recimo, če smo bolj fokusirani na poslovni najin odnos nasplošno, nekoga na poslovnem področju pohvaliti, če iščejo nekoga, da rečeš, tale punca, mislim, ali izvajalka, ali kakorkoli ženska, dekle, je pa res dobro v tem, dajte priložnost, ali pa meni se zdi, da bi bilo to fajn. Ne vem, se mi zdi, pri nas je to kar mal, kot da bi se, ne bom rekla, da vsi, ampak zato, ker je res majhen trg, se to je resnica božja, ne, ampak zato tako tudi se mi zdi težko ljudje pohvalijo, priporočijo nekoga drugega, ampak to je škoda, to je, ne vem, jaz sem vedno verjela, da nič te ni manj, če nekoga drugega pohvališ, ker za vsakega je svoj prostor, pa sem zdaj mogla hudičev fejst boriti, ali pa mogoče glede za to, ko meni nikoli ni noben pomagal, pa v glavnem. In zadnjič sem bila na prireditvi ona 365, ne, in je ena od kandidatk za ono 365, gospa arhitektka je, se globoko občujem, zdaj se ne spomnim, kako je ime, prav sram me je, bomo bolj pogledali, pa povedali. Ona je ogromno v tujini tudi dela, ne, in se vprašali, kaj je razlika. In je ena od stvari, ki je rekla to, da tam, ko pokažeš neko znanje, nek talent, to, kar kupica ljudi v Ameriki preleti, takoj so ljudje, ki te podprejo v tem, ki ti dajo krila, ne. Pri nas pa žal ni tako, pa se mi zdi to tako škoda, škoda, zato ker vedno, ko je timsko delo in pri večini stvari je timsko delo, če ti se podpreš drugega, si lahko toliko bolj uspešen, ne. In res bi bila škoda, da me Slovenija ne bi videla na temi in plesati, in plesati, ko sem se zavrtela najprej v napačno smer v živo, tako da to so bili lepi trenutki. Ja, ampak so ful bili ljudje navdušeni. Seveda so bili. Segla v srce. S preprostostjo in nekoordiniranostjo, sežem srca z neplesom. Verjetno so imeli na forumih veliko dela. Seveda, imajo ga pa vedno, pa ni zakaj. Ampak tudi ful je pa. Ne, super izkušnja, res, mislim, tudi takrat je bilo na Gospodarskem razstavišču 3 večere zapored, živo publika, jaz mislim, da smo takrat, ko smo vodile to Emo, vodile res eno izmed največjih pri nas, no se potem je skoraj da več ni bilo, ne vem, kaj to pove, ampak to, kar smo doživljali in v zaodrju in za ekipo, mislim, meni se je to zavedno vtisnilo v spomin, ker je bilo nekaj res izjemnega. Res je, ja. Zdaj bi pa prosila še vajene osebne predmete, ne? Prinesli ste pa tudi vsaka. Ja, bom jaz najprej, ker ima Tina boljšega, pa ne. Ker v bistvu sem ful študirala, kaj bi, pa sem se odločila kar nekaj, kar sicer je zapisnica, ampak na njej nizam vsakič, ko sem v nekem kraju, si pač vzamem obesek iz tistega kraja. Vse je to zapisnica, ki jo imajo vse ženske na svetu in razumem, ampak prvo se mi je zdela ful butasta, pa sem mislila nič, jaz tako rada potujem, pa teh magnetkov ne zbiram, pa zbiram pač v bistvu iz vsakega kraja, kamor grem, obesek in potem sem živčna, ker ti viseči se mi zahaklajo kam, ampak jih vseeno nosim. Tako da to je moje, ker moja duša najde mir na potovanjih. Je veliko zgodb tukaj. Tako, veliko zgodb in na nek način to bi mogoče izpostavila, ker je to en tak del mene tudi postal, to raziskovanje sveta, pa odpiranje se, pa
to, da se malo odmakneš tudi od vsega, pa zadihaš in je fajn. Sem vseeno mislila, da boš drug košček nakita izpostavil. Vsi mislijo, ampak ker ni zaročni prstan, ga ne bom. Kupila sem si ga sama. Objavila sem eno fotko, ki je bila res malo. Zgodbe v medijih so se pisale drugače. Tako se sta bili 2 fotki, prva je bila pač ta za prstanom, druga pa je bila od mojega pač, ki spi zraven in sem mislila, da bo fora izpadla, pa ni izpadla, je potem, ko da je resno. In tudi moja mama. Veliko čestitk se je usula. Veliko, nisem vedela, da bo toliko ljudi srečnih, če se poroči. No, vidiš. Edino tudi od mojega fanta, prijatelja, pa napisal, pač mu je tudi čestital, ker je mislil, da je res, je rekel, no, samo prstanje pa tak. Tako da očitno ni najlepši, ne, ampak še bo čas. Ne, ampak to tudi sem, ko govori o naju, ko se poznava, jaz sem tudi videla in tako, ne, joke je. Takoj vsi, tudi sem vedela, da je joke, pa da nismo nič pogovarjali. Je pa bilo ravno za novo leto in pač potem nisem bila več toliko na omrežjih, da bi takoj rekla ne in potem sem rekla, ok, bom že razjasnila. In je šlo viralno, ne? Je pa res, da če bi se kadarkoli zaročila, po mojem niti ne bi tako javno objavljala, se mi zdi, da so ene stvari vseeno fajn, ko ostanejo bližje srcu, pa manj blizu socialnim omrežjem, da si ravno veliko delim, saj vem, kontradiktorna oseba. Tina, ti si pa prinesla zelo osebno. Ampak vse se mogoče hecno sliši, knjigo je prinesla, kak je lahko osebno zato ker je pač moja osebna zgodba noter. So prinesli tudi že knjige drugih avtorjev. Meni je žal, da nisem tvoja. Torej, Najti ljubezen, knjiga Moj prvenec, ki je šel pri Mladinski knjigi, gre pa za roman. Zakaj Tina? Gabriela Gorenjak, zato ker je pač to moje krstno ime Gabriela, ki ga do zdaj nisem uporabljala, in ko sem pisala knjigo, ki mimogrede, jo je Tanja prva prebrala. Komu bi želela dati prebrati, da mi bo povedal po resnici, da ima približno tak smisel za humor, pa pogled na življenje, ne da ne bi htela spoznavati drugih pogledal, ampak jaz sem vedela, kaj hočem napisati, zdaj pa nisem rabila čist kontra mnenja, torej nekdo, ki mi je podoben, ki bo kritičen, ki je pameten, ki mu zaupam, ki je Kdo drug? Tanja. Si bila iskrena, si povedala, kaj te to. Absolutno. Res je fantastična knjiga, ker jo prebereš, požreš jo, sej to mislim, da tudi vsi, kar so jo do zdaj, tudi ko sem bila v stiku s komerkoli, vsi so si tudi, vsi jo hočejo od mene sposoditi. Prava prijateljica. Primo avtorje, prosim, lepo, hvala. Je tudi res, mislim, se ful dobro prodajana, sploh glede na to, da je roman, da ni priročnik, čeprav sem mi tudi to bralke rekla, da bi mogla knjigo reklamirati kot priročnik za osebno rast, ker toliko nekaj stvari, seveda, ker so not razmišljanja te Gabriele, oziroma mene, o življenju, o partnerstvu, o tem, da pa to, da te ful dvigne, da ti da pozitiven odnos do vsega skupaj. Vsem pa ni to avtobiografija, pa tudi ful sem htela, da so neke stvari, da ne izpostavljam, kot že vazi niti prijateljev, niti staršev, niti mojih hčere, tu noter imam sina, ampak v resnici je pa dogodivščine z moškimi so v bistvu vse res. Morda malce okrog, kakšno obrnjene prijatelji, recimo, ko bolj vejo za detajle, rečejo, čujo, najhujše stvari si pa ven dala. Zakaj zato, ker že tole bo težko. Špara za dvojko. Skratka, seveda je to meni prva stvar, ko mi kdo reče. Se je kdo našel te poklical, zakaj ste? Ne, zato, ker sem tako napisala, da sem prepričana, da moški, ki so resnični akteri teh zgodb, sigurno, da vejo, da so oni, ampak 100% pa nihče drug ne more vedeti, da so to oni. Razen, če se niso blazno hvalili okrog. Vse si pa lahko štejo. Veš, to je pa njihov problem. Če se pa oni hvalili okrog, to pa... No, skratka, knjiga je, tako bi se rekla, vsi me reče, da jo na dah, pa da se ful smejali na glas, kar mi je, da se menda tiste, ko imajo partnerje, to so prav velikrat, prišel mož noter ali pa fant, gledati, kaj se tukaj živim na glas, s to knjigo. To se mi zdi, da je sploh tudi značilnost
ali pa si želim, no delam na tem mojih avtorskih projektov in to se mi tudi zdi značilnost najne predstave, ne komedije, ne zdravje in tukaj smo si mi obe podobne. Da znava kritično pogledati na stvari, da znava tudi reči, klinc, tole pa ni bilo najbolj fajn v življenju, da sva dale veliko stvari, ki niso najbolj, mislim, bi lahko bile za mnoge tudi samo tragične in da je znava čez obrniti v humor, plus ne samo v humor, tudi na to, da gremo naprej, nove dogodivščine nas čakajo, tudi to nas je nekaj lepega naučili. Recimo meni najlepši, da mogoče bolj jasno, o čem govorim, en primer, Tanja govori v predstavi na zdravje tudi o smrti svojega očeta, in na začetku je bilo tako, jaz si tako želim o tem govoriti, ampak ne vem, je to v redu, da ne. Vi si ne morete misliti, koliko je ta zgodba, to je meni tako najljubši del predstave, Tanja ga toliko dobro pove in koliko humorja pač to pogrebi, kako to dojemaš. In potem seveda so do nje hodili ljudje, hvala, da si to povedala, in lahko je imel tudi nekdo, seveda rabiš malo časovne distance, tudi, ne? Da lahko nismo zdaj taki heroji, pa tudi nismo, da se lahko zezali vsega, sploh ne gre za to, gre samo za to, da ko ti nekaj sprocesiraš, da znaš obrniti v pozitivo, v tudi humor in to so take zdravilne stvari, no, se mi zdi, umetnosti. Veliko takih tem se v predstavi dotikate, ne? Ja. Je težko na glas povedati, pa jih potem skozi humor. Večino v bistvu. Absolutno. Mislim, začneva malo bolj, kako bi rekel, lahkotno, ampak potem pa kar nalagava. Ampak res mislim, da tudi na način, na katerega se lotiva, torej, in to, da so prvo to osebne izkušnje, se mi zdi, da je to vedno zelo pomembno pri teh stvarih, no, ker ko ti govoriš nekaj iz sebe in je pristno in iskreno, boš tudi do tega imel neko spoštovanje in boš tudi drugače se lotil, kot da ti podajaš samo neke teme. In zaradi tega je tudi pri nama vse toliko v tej predstavi in iskreno in kritično in pa predvsem pa skozi humor, zaradi tega, ker nama je pa toliko zdaj življenje že vrglo naproti, da smo pa to nekako porabili, da smo si tudi veliko materiala nabrali, imamo še za 2, 3, 4. Ja. Tako da sploh ni problema. Že sproti prihajajo kakšne preizkušnje. Ampak smo si pa tudi prav, ko je, mislim, vse nekako je vse spontano, no zdaj spontano. Predstava se je kar poklopila, moram reči. Niti nismo šli v to, zdaj pa moramo ful globine dati, ampak se mi zdi, da je ravno bil trenutek, ko smo obe imeli toliko za povedati na določenih področjih in ravno o takih perečih temah. Ja, malo ne tako površinskih temah, da se je ravno poklopilo, da gre, pa vidi se nama, da smo zreli ženski že, ne. Kot stari. Mislim sem kot jaz vedno pomislim, ko reče, da sem zrela ženska, ko na hruška, zrela tam na drevesu gor, ko glih kar bo padla, ali se skotalila. Ti si še trda hruška, malo zelena. Ja, se zavrgavam, ampak me res to, ta beseda, zrela ženska, vedno je ta hruška, jo vem, kako so ona tako čistne rahle, se še držijo, veš, veje gor in sam ne zapihati, prosim, Peter, ker bom... Ampak je pa, mislim, da ravno to, ko se jaz spomnim, ne vem, sebe 15 let nazaj, ko sem začela stand-upom ali karkoli, in ko zdaj vidim, ne vem, meni se zdi ravno tu še večji čar tega staranja oziroma zrelenja, da ti je življenje že toliko ponudilo, da imaš ful več za povedati. In ravno tam več, da ljudem tudi več in tudi ti s tem, ne vem, večjo strast čutiš do tega, da nastopaš, ker se ti zdi, da si nekaj doživel, da imaš nekaj zadati in potem te reakcije ljudi. To ni več tisti nek površinski humor, ki sem ga gojila 15 let nazaj, čeprav se meni takrat zdel izjem, ne, da se razumemo, da sem bila blazno zabavna, ampak vseeno je to bilo bolj krampanje po površju, ne, in tudi si nisi takrat dovolil, da bi govoril kaj bolj globokega, ker si bil še na začetku. Zdaj pa, kot Tina tudi v predstavi lepo pove, zakaj in kako ti je počasi vseeno, kaj si ljudje mislijo in je fajn, zelo osvobojajoč občutek je in na odru in življenju. Ja, res je. Res je dobro, kako obrneš, ampak pri mnogih stvarih staranje leta delajo v dobro, no? Mislim, ti je boljš zaradi tega si... Kako obrneš? Tudi temu nameniš nekaj besed, ne v predstavi. Ja, na pauzi. Ja. Velikemu bavu. Ja. A veš, to tudi
Res, to je čista resnica, kar ne vem, tudi v kakšni intervjuji sem ali pa tudi v predstavi rečem v štartu, da je to ena tema, o kateri sem si jaz, ko sem videla kakšne ali predstave ali pa tudi prebrala ali ne vem, zdaj socialna omrežja pa to, jaz ne bom nikoli govorila o tem, ne bom. Prosti, še ko smo pač ustvarjali predvsem. Ja. V menopauzi pa ne bom. In je bilo, ne bom. Pa je tuf, bom. Ampak drugače. Prav spomnim se, ko si rekel, ne. Ne bom o tem, ne bom govorila, že se mi gre take bedarije, vsi pač ful, kaj vse grozno, mater, kot da postanemo čustveno in fizično invalidne ženske, a veš, krati pa ti dobiš neko modrost, neko izkušnje, moč, to ti daje moč, a ne, vse. Pa kar govorijo, da se nič ne spomneš, da si ves zblojen, da si ves zmeden, da si tako zmatran, da saj je marsikaj res, ampak daleč je pa to, da je to bistven del staranja ali pa tega obdobja, ne, v življenju ženske. No, pa sem se tako jezila, pa sem si po enem momentu rekla, pa pismo, če pa se toliko jeziš, pa ti povej na drugačen način, če znaš. Ajde, dej. A veš, pa sem se... Ja. In ko sem še govorila, pa najboljši prijateljci, veš kaj, jaz bom pa pozitivne stvari rekla, jaz ne vem, kako ti v to pratam. Jaz ne vem. Vsaka, čakaj, glej, in se čudi. In je uspelo. Ja, ne, pa seveda zato, ker so, a veš. Pa se tako, ko rečem, ni stvar o tem, da jaz razumem ljudi in tudi meni je marsikdaj, seveda ne vse to gleda, da meni je pa vse tako lahkotno, pa mimo grede pa to. Ne, ni. Seveda, da ni. Ampak končni rezultat nečesa, nekega, je fajn, da je optimističen, pa pozitiven, ne pa da se kar kotrljaš, pa sam se pa začneš smiliti, pa mislim, to je redko kdaj, dolgoročno dobra rešitev. Je lažja v tistem trenutku, ampak mislim pa, da najbolj fajn pa ni, da je bolj fajn, če se malo rit brcneš, pa dolgoročno je bolj ziher. Zdaj, vseeno sta pa ženski v show biznisu, ne? Teže vama je verjetno, kako se spopadata ali izkoristita svoj prid to ženstvenost? Meni je od nekdaj lažje, imam višjo plačo. Vedno me lažje povabijo, to je neverjetno, katera vrata, vse so nama odprta, kaj lahko vse mi dve rečemo, pa se noben ne zgrozi. Ne, jaz mislim, da mi dve smo načeloma obe osebi, ki izkoristimo to svojo in ženstvenost in neko žensko energijo in to v sebi uprit. Absolutno, jaz sem od začetka, tudi ko sem začela nastopati, videla, kako dejansko res je, da so ljudje mogoče včasih šokirani, ko nekatere stvari začneš govoriti kot ženska, ampak to mislim, da več ni take vrste tabu. Je pa še vedno, in jaz mislim, da bo to še kar ostala težava. Nažalost, ne vidim tu dramatičnega izboljšanja, da bojo ljudje vedno nekako izbirali moške, ko pride tudi do ogledov, nastopov, ker tudi to še vedno se dogaja, tudi zdaj, ko spremljaš, večinoma, mislim, kakorkoli je, iskreno moški večkrat razprodajo in tudi je, to zdaj ni jamranje, to so pač dejansko dejstva so in tudi in tako moški kot ženske raje hodijo na moške komike. Mislim, večinoma si ljudje predstavljajo, da na naju pridejo samo ženske, kar ni res. Ne, tudi če pridejo z njimi moški, se včasih tisti še bolj smejijo, kot potem ženske. Zato jaz mislim, da to je ena taka stvar, ko je treba dati priložnost osebi in humorju in ne spolu, ki ga prinaša s sabo. Ampak jaz mislim, da je v medijskem prostoru v Sloveniji na vseh področjih ženskam manj lahko, bom rekla. Ker se moramo ukvarjati z ful različnimi vidiki, ker smo vedno dojete kot preračunljive, kot ne vem kaj vse, kaj nam dajo na pot, plus da moramo s tem videzom biti obremenjene in ono mora biti fajn in tisto. In moramo bolj paziti na nekatere stvari, kar je meni pač smešno, ker dejansko zakaj. Ampak jaz mislim, da so ene stvari tako globoko zakoreninjene, pa ne samo v kulturi, nasploh na svetu, tudi če pogledamo tudi bolj globalno, stvari nikjer niso
tak, ne. Ampak jaz mislim, da to je ravno ta trenutek, ko ne jamraš, potem pa izkoristiš to, kaj imaš, delaš s tem, kaj imaš, pride kak slab dan, ko tudi midve smo ga imele, ko smo bile, pa zakaj, pa res predstava je res, mislim, res je odlična. Pa jaz sem človek, ki res težko hvali in sam sebe in nasploh, ampak in ti je žal, ne vidiš, da je, mislim, in si želiš, da bi ga videl čim večji krog, ampak jaz se zavedam, da če bi mi dve bile moška, bi ga videlo ful več ljudi, kot ga bo, pa že zdaj imamo krasne odzive, pa super obisk, ampak zavedam pa se, kaj bi bilo, če bi mi dve bile tipa. 100% bi bilo mnogo več in vsi bi naj otokli po hrbtu, tudi če bi bile malo manj zabavne. Ja, se res, ker bolj se moramo, no, ženske podpirati med sabo. Ja, podpirati, ampak v bistvu sem ti reči, da se moramo bolj dokazovati, ne, še vedno, no, na vseh področjih. Mislim, da v večini, če ne na vseh, no, področjih se mi zdi, da zelo moraš biti dober v svojem poklicu, na svojem področju, da si tam nekje, kot si pokazala, rekla prej, ne. Ker se mi zdi, da v tej ogromno odličnih moških komikov. Ja, to ni kritika na... jo podpirajo, so od njihov odzivi. Mislim, jaz z temi, kaj sem imela tak kontakt in tudi kaj imam, absolutno. Ampak je pa res, ni to, da bi imeli slabe odnose, sploh ne. Ne, dejansko ne. Nasplošno, to je, ne, tako kot ste rekli, ljudje prosti, recimo ženska gre rajš pogledati moškega, recimo, ne, moški pa itak rajš gleda, če je stvar humorja, nekako imajo to v sebi, da rajš vidijo tipa, ki se, ne vem, zeza iz teh in onih stvari, kakor pa, ko bo ona povedala, a veš, so že malo, pa ne vsi, no, zdaj, tako kot si rekla, pa v Sloveniji je dejansko tako malo je komičark, zdaj, če gremo prav na stand-up, res nas je malo, ne, tako da tudi ni zdaj, smo res poplava tega, ampak ja, no, jaz si želim, da bi ljudje bili malo bolj odprti, pa da si ne misli, to bo pa za neke babje čenče, pa to bo tak, pa tak, treba je priti pogledati, se imamo marsikaj za povedati. Ampak ja, no, mislim pa, da bo ene stvari ostale, se bomo pa borili naprej. Pa da bomo imeli malo višje plače, bo tudi lepo. Zdaj drugače pa, kaj pa počnete v prostem času, no, ko si vzamete čas zase, ko ni tega divjanja po Sloveniji, ukvarjanja s projekti, kje najdete svoj mir? Kaj? Gospa je začela v tujem jeziku govoriti, jaz rekla je eno besedo, kaj je prosti? Jaz pa čas nisem razumela. Ja, pa, veš kaj, po mojem bo tisko so nazadnjič vprašali, hobi. Kaj še to? Ne, samo veš, da si vzamem. Ja, absolutno. Jaz imam pač te planiranje potovanj, meni je že planiranje potovanj za dušo. Te razveseli. Tako da to drugače, pa jaz nimam hobijev, ker moram priznati, da pač kakorkoli žalostno zveni moje delo, je moj hobi, pač vse to, kaj počnem, je nekaj, kar res počnem rada. Pa to zelo lepo je, tako da to vsi strmimo k temu. Tako da sem hvaležna. Drugače pa jaz pač probam ta čas, ki ga imam, ali nekako preživeti. Veliko z leti so se stvari spremenile. In rada imam naravo. To smo v enem intervjuju slišala, da so ti vsi govorili, boš videla? Ja, boš videla in vidim. Da prej nisem imela rada narave, da bi dosmetila, ampak sem bila tako, ki tam je vredo, za koga pač, ne. Po potrebi, zdaj pa sem res prav, tudi ko sem imela sama ravno v obdobju po smrti mojega očeta, pa pri nekih teh težjih zadevah, sem videla, koliko te res napolni, tudi da greš sam, pa malo v hribe na trikotno, jaz sem v Mariboru, ni zdaj to brek, ampak je pa lepo zahoditi, da še dihaš. Naša kolena grize se vsak dan. Jaz pa pojdem. Ampak narava ti res ogromno ti da. Ali da greš, sicer najrajše grem včasih sama, ker govoriti v breg ni prijetno. Ampak jaz pa dosti časa preživim torej taka, ali pa pač mojim dragim Čarlijem, to je moj kuža. No dobro, tudi s svojim fantom pa znam. Ampak moram pač vseeno izpostaviti tu svojega pasjega družinskega člana. Je bil prej, ne? Ja, je bil prej in to je vedno to vprašanje, če bi lahko enega rešila. Ja, njega, saj on se sam ne more. Mislim, on je moj. Ne, res pač res, jaz imam ekstremno ljubim živali, ampak moj Čarli je pa je čist druga duša. Se spomnila enkrat en znanc, no, ampak sta bila
z njegovo partnerko, ki tudi še vedno sta skupaj, mislim, da je 6 let, da sta bila skupaj, poročena že, pa planirala tale družino. In on je rekel, a veš, da ona ima svojo mačko rajško kot mene, ne? Pa jaz tako, ja, ne, tako sem jo pogledala, pa ona reče, ja, oprosti, mačko poznam 16 let, tebe pa sam 6, ki je bila ful stara mucka, ne, ko je imela. Prosti, ona z mano živi 16 let, ti pa sam 6. Rekel, okej. Matematični izračun ne dokaže. Pa drugačna ljubezen je to, ne da je, ampak čist drugačna ljubezen. Je pač resno, jaz sem obsedena s svojim psom, v redu, gremo dalje. Čim manj. Ne, tudi v bistvu. Kaj ti dosti. Ne, prosti čas, tudi smo tudi podobno. Mene tudi narava, to sprehodi v naravo, ful me sprostijo v glavi. Pa tudi se mi zdi, tudi fizično, ne, je dobro, sploh če hitro hodiš, to meni ful veliko pomeni, sprostim se in nadiham se in vse. Drugače meditiram tudi že leta, moram reči, da vmes sem po mnogih letih, zaradi vse sorte je ta korona in gor dol in skratka, preden so me diagnosticirali raka, zdaj ravno 1 leto od tega in vse smo dali čez, idemo dalje. Ja, ampak moram reči, da ne bom rekla, da se je pojavil, ampak tisto obdobje prej so mene ene stvari tako požrle in tudi meditirati sem nehala, prej sem pa skozi. Jaz si res rečem, pismo ne, nikoli več v življenju ne smem tega spustiti, ker mi to tako, sej ni zdaj, da nič ne bi imel več pa nekih stresov pa problemov, ampak je to velika, ena taka radirka, no, se mi zdi, ko si tisti čas, ko meditiraš, malo zbrišeš neke stresne situacije in pa dalje. Seveda, ni nujno, da je za vsakega tako, a ne. En si najde v nečem to, da se čist sprosti, en v drugem, ampak recimo meditacija me je bil največje presenečenje, da je to zame, glede na to, kot me vidite, tudi tule, sem hiperaktivna, skozi migam, nikoli, daj skozi primir. Sem si mislila, ja, se moram meditirati, ne morem 3 minute primir sedeti, ne. Pismo, to, ko se naučiš, jaz sem se šla učiti, ne, to je tukaj en čist drug princip, ki ga tvoje telo usvoji, če si želiš, moram reči, da mi je res dober dan v življenju. Tako da, to, no, drugače pa isto, potovanja, ja. Jaz tudi rada kdaj kaj spijem, samo čisto neobvezna informacija. Se pozari, kakega. Razbiješ tako, kaj malega. Ja, to tudi, ampak res, to, da ga žuraš tudi rad. Je tudi sprostitev lahko, ne? Ja. Velika. Absolutno. In to, da zadnjič, ko sem šla 8:30 zjutraj domov, pa sem si mislila, moj bog, prej bi mogla začeti. Jaz imam zdaj te žure 4:30, pa lepo, da že do 8 spiš, ne, fajn je, to je dobro. Ja, ne, ampak res, tudi to, sprostiti se, mislim, ne zdaj v tem smislu do konca, da sam sebi škodiš, ampak v tem smislu, da se češ, ne, le, fajn se imam. Vsaka stvar v bistvu, ko jo delaš iz veselja, je po mojem dobra zate. Ali pa tako recimo, ko reče za pojest, ne, pa se odblazne razprave, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kaj lahko, kaj ne. Mislim, itak je to zelo individualno po mojem, drugo pa, če si ti tak zalušta, recimo kos torte, komilo, ko ga ješ, sam ne razmišlji pri vsakem grižljaju, me to škodi, sam je ful dober, ne. Razmišljaj, kako uživaš v vsakem grižljaju. Po mojem ti ne škodi, ne? Razen ti poješ celo to trenjera, bo zatem. Kot pa, za dušo, ne? Veliko smo govorili o ljubezni do hišnih ljubljenčkov, partnerjev. Kako pa sta z ljubeznijo do sebe? Sta se že naučile imeti sebe rade? To se nekako, se mi zdi, da se vsi učimo v teh modernih časih, ne? Najprej ljubezen do sebe. Ja. Mislim, jaz moram čisto iskreno, absolutno se mi zdi, da je to tudi taka lušna stvar, ki se z leti vedno veča.
in kjer se znaš tudi pravi čas posest sam sabo dol pa reči, da pa malo resetiraj vse skupaj pa razmisli o sebi in svoji vrednosti. Rekla bi, da definitivno sem mnogo napredovala, ampak vedno pride kak temen trenutek. Samo jaz jih cenim ravno te temne trenutke, ki me spomnijo na to, kaj sem dala skozi in kaj sem si rekla, da nikoli več, in posledično se mi zdi, da ravno s tem rastemo, ker to meni, ko mi kdo govori, pa ne smeš ono se sekirati, pa ne zdaj biti žalostna. Življenje pač nudi celo to paleto čustev. Ni fajn, da se v katerem koli predolgo valjaš in predvsem ne v negativnih, ampak vse to doprinese, da ti kot človek zrasteš. In tudi to neko obdobje, ko ga imaš v boju sam sabo, so dobra obdobja, če jih potem znaš tako obrniti, seveda. Tako da jaz na teh malih trenutkih zdaj ne vidim nič slabega. Seveda, če pa ti imaš strašno nespoštovanje do sebe in se delaš manjšega, kot si na vsakem koraku, je pa velik problem. Problem je tudi, če se obdajaš z ljudmi, ki te delajo še manjšega, ker se zavedajo tega in znajo pikati ravno v to točko. Jaz mislim, da je sicer zdaj ogromno govora o tem, ampak so to včasih take floskole in prazne besede, da tudi te mlajše generacije to na čist drugačen način, ta body positivity, pa vse to, ki mislim, da je prešel en zdrav nivo, ker so naenkrat vse, tudi influencerke in vse to bojo kazale svoj celulit, pa ne vem kaj pa mislijo, da s tem rešujejo stvari, ampak jaz mislim, da tu gre čist za druge zadeve, ki jih mora človek rešiti sam sabo. Je veliko povezano s telesom in z nekimi zadevami, ampak mislim, da malo pod preprogo dajemo dejanske težave, ki pa, če imaš ti nekaj globoko zakorenjeno v sebi, so globe videti. Tako, moraš absolutno iti po strokovno pomoč, kakorkoli se sliši. Niso vsi ljudje taki, da bi, ne vem, tako kot jaz, ki imam res fajn prijatelje, pa sem lahko marsikaj podebatirala, pa tudi za svojo mamo, recimo, in to so stvari, ki jih ne smeš tiščati v sebi, no, tako da to je tudi neka stvar. Jaz pač načeloma rada govorim o teh od vseh raznih možnih kompleksih do tega in sem imela eno obdobje, ko mi je kar ogromno žensk, tudi starejših, pisalo, kaj vse so dale one skozi. In mi je bilo res zanimivo, kako so našli v meni neko osebo, ki so ji to vse povedale in sem si štela to v čast. Jaz sem si takrat tudi res ekstremno časa vzela, da sem vsem odpisala, ker se mi zdi to taka tema, ko vem, da je lahko en korak, pa te potisne čez rob, kjer ni več povratka. Ampak videla sem, koliko je ljudi, ki so mi rekli, drugi ne vejo, jaz sem pač s tem tako osamljen in preveliko je tega, no, in premalo se pogovarjamo o pravih zadevah, preveč kažemo fotke svojih kvazi nepopolnih teles, čeprav veliko influencerk, ki se pokaže, sploh niso nepopolne, ampak so skočile na ta vagon tega, da se promovirajo skozi to, in je preveč tega in premalo pogovora, absolutno, no. Res. Ker je to res je pomembno, da se imaš rad in da se pa zavedaš tudi, da se ne boš imel v vseh trenutkih, pa da boš sam sebe tudi razočaral, ampak da boš tudi to dal skozi. Kolikokrat te je kdo drugi razočaral, pa si mu dal še 1000 priložnosti, zakaj jih ne daš sebi. Vse tudi ta skrajnost, ne, na nek način, moraš se imeti rad, to je žal, no, je malo kdo kar takšen, ne, da se imaš kar rad. Ne vem, kaj pač je to v tej naši človeški vrsti, ker menda ne kot dojenčki se vsi rodimo s tem, da dojenček ima sam sebe rad in pokaže, da smo popolni. Pa se pa, ne vem, kje se zalom, ne, ampak počasi. Počasi. Ampak, no, skratka, mislim, da s tem imeti sebe rad, sprejemati se v celoti, po mojem je zelo malo kdo, ki se s tem ne ukvarja v življenju. In tako kot si ti rekla, to je proces v življenju, a ne? Ali pa recimo izboljševati, učiti se v sebi. Življenje ves čas je gor in dol in gor in dol. In vsi imamo svoje probleme, nobeno ni čist prizanešeno, a ne? Tako da, recimo, meni je, si vprašala, če imava sebe, knjiga, ne, Najti ljubezen, to je en od bistvenih razlogov, zakaj sem jo jaz napisala, zato, ker je ogromno mojih, nimam ogromno prijateljic, no, imam jih nekaj, ampak zdi se ogromno, ker ste tako naporne. Ne, žensk, no, s katerimi sem se pogovarjala, med njimi tudi tako bližnjih, ne, so mnoge rekle, velikrat
kaj je narobe z mano, ta mantra v najrazličnejših situacijah, ali je to do moških, ali je to do, kaj je narobe z mano, in meni je to dopovedovanje, pa zakaj prvo misliš, kaj je narobe s tabo? Sej lepo, da si smo samokritični, pa da se naučimo, ampak pa sem videla, koliko je ta neupravičena samokritičnost. In tudi pri sebi vem, da sem dolga leta rabila, da sem se začela zavedati enih svojih dobrih lastnosti, ki so neizpodbitno tam, in to ni samo hvala, ampak pismo rosno, ni res, moram se zavedati nekih stvari, ki ali pa to, ko rečemo, kako smo ves čas, ko ti nekdo reče, joj, fajn zgledaš, joj, pa ne vem, pa danes pa... Lažna skromnost, ali pa fajn obleka, to se misli, še bolj brez veze, zdi se oblekajo, ne. Ja, pa ne vem, pa je stara, pa ne vem, reč hvala. Ali pa ceno povemo ponovadi. Ali pa ceno, se pa na razprodaji. Stalno, To sem jaz tudi. Ko me kdorkoli pohvali, ne vem, če bi mi ti rekla, da ne vem, fajn zgledam, bi rekla, sam noht imam pa zlom, nekaj najze. Neprijetno, da mi je. Ja, se smo vsi, se tudi jaz, ne, ampak jaz sem si res pri enim starosti, sem si rekla, porka duščes, pa do zdaj se nisem naučila, da vsaj, če mi nekdo nekaj lepega reče, da rečem hvala. Pika, ja. Pa pika. In me na začetku tako, hvala. Nekaj bi še rekla. Ja, grand smog, Tibot. Zdaj pa, če ti človek rekel nekaj, reč hvala. Ja, se ni tako Pa še vedno ne rečem, še kdaj mi je, ne, mislim. Ker je tako močno v tebi, ne? Ja, je pa tudi to, recimo, sem zdaj razmišljala sem za sreča, da ne bom se zapletla. Spomnila sem se, ko je bila moja hči majhna, ne, in moja mama je izjemno ljubeča oseba, res, ful so me lepo vzgajali, ful me ima rada, nikoli, to moram poudariti, ker bom povedala naslednjo stvar, ne, tudi tako kot ima tudi rada moja hči, torej njeno vnukinjo. Ampak jaz ne pozabila, ko je bila Nina majhna, pa sem jaz jo pohvalila, ampak zdravo pohvalila, ne tako, da bi kar, ne vem, in moja mama reče, pa ne smeš jo tako hvaliti, se bo prevzela. Tako, če je nekaj res dobro naredila, ali pa ne vem, koliko si lušna, ne smeš je tako govoriti, kako je lušna, pa vem, da nič slabega, ampak ona je bila tako vzgojena. Jo, nihče ni pohvalil. In zdaj, v bistvu mal, ne, sem jaz rekla, od tu dole moj, pa veš kaj, hočem vedeti, da tako so me imajo radi, tako so me čudovito otroštvo, vse, ampak verjetno pa, da ampak ne so, ker ne bi hteli me vzgojiti v samozavestno mlado žensko, oziroma da sem rekla, jaz sem svojo hči probala vzgojiti v zdravo. In ti je uspelo? Zdaj je že mlada ženska? Ja, 25 bo Julija stara. Kdaj se je to zgodilo? Ja, se sprašujem. Ja, je, samozavestna je, zdravo samozavestna. Ful fajn. Res si upam to trditi, zadovoljna, zna videti dobre plati sebe, hkrati pa, kar je pa tudi zelo pomembna kombinacija, ful sočutna, empatična, torej, ne, tu bi se lahko zalomila, recimo, ne, da bi bila samovšečna. Torej, najti ta balans samozavesti in empatičnosti, to je kar moj. Mislim, je fajn, tak je najbolj fajn bitno. Moje, veš, tudi da nisi en runkel, ko si neobčutljiv za druge. Ja, nič, mi smo počasi prišli do konca. Ne! Pa tako smo bili tiho. Zdaj imam za vaju še eno mini presenečenje. Mojim gostom vedno pripravim 3 take časopisne naslove. Če bi jih lahko brali ali ne o mojih gostih, so pa čisto plod moje domišljije, pa potem pokomentiramo, če bomo mogoče kdaj to brali. Zdaj prvi je tak. Prihaja priročnik za ženske, Tina in Tanja spisali knjigo. Je možno, da boste združili vse to znanje in prelili na papir, da ostane še za naslednje generacije? Mislim, jaz nikoli ne bi rekla temu, nikoli mimo grede, jaz se ekstremno že 20 let govorim, da knjigo napisala, tako da hvala lepa. Tudi tu mi bo Tina kar dala kontakte od Mladinske knjige, pa bomo šli dalje. Tako da, ne, absolutno to naslov, ki bi ga lahko. Jaz se meni zdi tako nerealno, da bi se kaj takega zgodil. Super, potem pa komaj čakamo. No, drugi naslov je takle.
Prihaja nova pogovorna oddaja Tine Gorenjak in Tanje Kocman. Bi sprejeli tako v jaz slogu bi takoj. oprah, Jaz talk show. ne reči Jaz nič več, tako- podpišem. zdaj. Ja, veš kaj je edin, po mojem zdaj se pa sprašali, a pa čakaj, bo to ne dve pustile komu škit. Se tu. Ne, sama bi tudi ti, sama bi Ja, tudi ti, tako, ja. pa poslušati. Ja, Poslušati znam. Kako sta simpatični. In še tale, Tina in Tanja pripravljata novo predstavo, prihaja na Zdravje 2. To sta pa itak že rekli, da imata za 3., 4., 5. del. Ja, ne vem, če bo naslov na zdravje, Aha. mogoče bo na kaj drugega. Ne, jaz pa to, Ja. moram pa reči, da je Že že večno večno samska, ne, ker sem si se jaz igrala z Arnejem Jokovičem, ki je plesal zraven, avtorici so bili obe s Tanjo besedila. Tam so pa res, in takrat so bile tudi obe samski, ko jaz sva, to je Tako. mnogo let nazaj, ko so začeli pisati. In nabralo se Ma- toliko zgodb, in pa smo rekli, to Za imamo 10 za 3, predstav. ja, za 10. Na koncu je bilo, ja, res. Ja. Tako da, ja, jaz mislim, Jaz da še mislim- imamo mi dve ogromno za povedati. Ja. Kdo bi si mislil. Tako da, v bistvu vse, kaj si naštela, je odgovor. Ja, super, mi se res veselimo vajnih projektov, upam, da se še kdaj vidimo. Ja. En tak res pravi ženski pogovor je bil tako, da bo marec kar deževen. Ne? Ja, Ja, je že bilo prej napovedi, preden smo se imeli. Res. Hvala ti, ful, za Ja. bile odroč, pa res, če smeva, ne, mi dve pa vabiva na predstavo, komedijo na zdravje, veliko smo že povedali, roč pa edin, kaj, zdaj imava res predstav, v marcu imava, aprilom ni, res ni Je pa- več, zdaj najte termin in Smo pridite. pa mi dve res zelo ažurni na najnih socialnih omrežjih. tako da Ja. Tam damo Ja. tudi direkt link do vstopnic, da je čim manj dela, sam klik. Sam Edino kliknete. plačati morate sami, to je pa res. Ja. To se pa še vsi ne mi- naredita, vidim. Se danes je, danes je ponedeljka, ne, imava zvečer, a imava v Ljubljani, a ne, Ja, Kino Bežigrad. Bežigrad tako, Ja. potem pa kar dalje. Ja. Ne Potem vem pa, pa kam ja, točno zdaj več. po celi Sloveniji ima do Težko, konca. ja, dobro. Torej, Res vabljeni, dobrodošli. vse informacije pa na vajnih Socialnih socialnih omrežjih. omrežjih. Hvala, da ste bili s nami. Hvala tebi. A kako sinhroni. To je bil Šokest, hvala, da ste bili z nami.